V letu 2020 se je zdravstveni sistem z bolniki vred čez noč znašel v situaciji, ko je bilo zdravljenje nadaljavo zelo dobra rešitev. Nekatera terapevtska področja so bila na to pripravljena, nekatera so se hitro znašla, pri nekaterih ni šlo gladko. Tudi zato se danes soočamo s podaljšanimi čakalnimi dobami v zdravstvu. Na številnih področjih pa ugotavljajo, da je bila obravnava pomanjkljiva, diagnostika ovirana in številni novi bolniki spregledani. No, nekateri bolniki pa so to obdobje preživeli relativno brez težav, tudi po zaslugi medicine nadaljavo. Prišlo je leto 2021 in danes nam je vsem jasno, da bomo še dolgo živeli z zavedanjem o pomenu izogibanja okužbam. Dobrodošli na novinarski konferenci Prihodnost biološkega zdravljenja doma, ključna podpora zdravstvenega osebja in sistema. Nove oblike terapij spodbujajo prilagoditve spodbujanja zdravstvenega sistema bolniku in ne obratno, posebno ko gre za kronične bolezni. Terapija prihodnosti je biološka terapija, saj številna sodobna biološka zdravila poleg učinkovitosti in varnosti omogočajo bolnikom, da si jih sami aplicirajo doma. Torej so bolj neodvisni od zdravstvenih ustanov in manj izpostavljeni okužbam. Ker bolnikom v takem primeru ni potrebno prihajati na aplikacije zdravila v zdravstveno ustanovo, je njihovo življenje, predvsem ko gre za kronične bolezni, veliko lažje, a potrebujejo še močnejšo podporo zdravstvenega osebja. Seveda to kliče po spremembah, tako za bolnike, kot za zdravstveno osebje in tudi celoten zdravstveni sistem. Na današnji razpravi povezujemo strokovnjake, tako zdravnike kot medicinsko sestro in bolnike v tej razpravi o novih možnostih zdravljenja po meri bolnika. Izmenjali bomo izkušnje o novostih, izpostavili dobre plati, pa tudi nekatere pomisleke in izzive. Lepo pozdravljeni. Izredni profesor dr. Uroš Rot, specialist nevrologije in predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Profesor dr. Matija Tomšič, revmatolog iz kliničnega oddelka za revmatologijo interne klinike UKC Ljubljana. Nevrologinja primarika profesorica dr. Bojana Žvan, višja svetnica iz kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana. Gospa Melita Kokol, diplomirana medicinska sestra, strokovni vodja zdravstvene nege oddelka za nevrološke bolezni UKC Maribor. In gospod Pavel Krajnc, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije. V zadnjih letih medicinska raziskovanja doživljajo neslutene razsežnosti, ki številnim bolnikom dajejo novo upanje. Strokovnjaki, še posebno na področju nekaterih kroničnih bolezni, razvijajo terapije, ki izboljšujejo kvaliteto življenja. Številna medicinska področja vpeljujejo sodobne terapije, večinoma so to biološka zdravila, ki jih zaradi učinkovitosti, varnosti, pa tudi bolniku prijaznega načina uporabe spreminjajo iz bolnikov v osebe, ki živijo z določeno boleznijo. Sodobne terapije v obliki peresnikov to omogočajo s peresno lahkoto, a seveda le, če je zagotovljena začetna edukacija aplikacije strani medicinskega osebja in ustrezen nadzor. V Sloveniji so po zaslugi prizadevanj našega dobrega javnega zdravstvenega sistema na večini medicinskih področij dostopna vsa najsodobnejša zdravila. Eno takih področij, kjer smo v koraku z najbolj razvitimi državami, je področje zdravljenja multiple skleroze. Profesor dr. Rot, povejte nam, kakšni so trendi v predpisovanju terapij za multiplo sklerozo? Dober dan. Drži, vsa zdravila za multiplo sklerozo so na voljo v Sloveniji, vključno za bolnike s primarno napredujočo multiplo sklerozo, približno 2 leti, in sekundarno napredujočo multiplo sklerozo 1 mesec, recimo. Drži tudi to, da imamo zelo veliko zdravil za multiplo sklerozo na voljo. Zato
imamo nekako možnost prikrojiti terapijo posamezniku. Skratka se potruditi in izbrati ustrezno zdravilo za našega bolnika. Poleg teh individualnih značilnosti, s katerimi želimo v bistvu najti primerno zdravilo, imamo pa tudi neke splošne trende, ki jih poskušamo vedno bolj uveljavljati. In sicer je prvi zelo pomemben splošen trend, da začnemo zdraviti zelo zgodaj, skratka takrat, ko je malo invalidnosti. In drugi trend, ki pa je znan na našem področju komaj leto, dve, je pa, da zdravimo bolnike z vse močnejšimi zdravili zgodaj. Seveda, na našem področju je približno velja, da imajo močnejša zdravila tudi več in resnejše stranske učinke. Zato je vedno izziv izbrati primerno zdravilo za posameznika. Se pravi, na področju multiple skleroze je razvoj obravnave bolnikov v zadnjih desetletjih zelo napredoval. Ali te nove oblike omogočajo kaj, česar v preteklosti ni bilo, poleg tega, kar ste že mogoče omenili? Vsekakor daljše obdobje, življenjsko obdobje brez invalidnosti, brez v bistvu hujših zdravstvenih težav in pa seveda te sodobne oblike, kot so zdravila v obliki podkožnih injekcij na daljše obdobje, omogočajo tudi razbremenitev zdravstvenega sistema, predvsem dnevne bolnišnice, potem recimo omogočajo, da si bolnik najde čas, ko si zdravilo aplicira. Predstavljamo zanimivo ugotovitev raziskave, ki jo je podjetje Aetas v januarju letos opravilo med slovenskimi nevrologi, ki obravnavajo bolnike z multiplo sklerozo. Vključenih je bilo 20 nevrologov iz vse Slovenije, ki skupaj obravnavajo 1150 bolnikov. Kot je razvidno iz prezentacije, smo nevrologom zastavili vprašanje: ali bi se vam uvedba visoko učinkovite terapije s samo aplikacijo doma, enkrat mesečno, zdela smiselna za vaše bolnike? In tukaj odgovore predstavljamo v obliki grafa. Profesor dr. Rot, ali se vam zdi na podlagi vaših dolgoletnih izkušenj tudi s terapijami v obliki peresnikov uvedba take terapije zdela smiselna, oziroma kje vidite vi vrednost samo aplikacije bioloških terapij? Tako kot sem že prej omenil, v bistvu zmanjšaš se število obiskov pri zdravniku, potem v bistvu manj je interakcij med bolniki, zdravniki, sestrami, neposrednimi, kar je v času korona krize sploh pomembno. In pa še ne nazadnje, recimo, mi imamo pacientke, ki določeno intravensko, ki so prejele recimo že 150 infuzij določenega intravenskega zdravila in včasih imamo problem tudi z dostopom do žilja. Tako da to bi bile tiste glavne prednosti dajanja doma. Prosim za grafični prikaz naslednje ugotovitve omenjene raziskave med slovenskimi nevrologi. Oblike terapij so razvrstili od najbolj do najmanj zaželene. Zaželene so na grafu označene vijolično, manj zaželene pa modro. Kot lahko vidimo, so nevrologi kot najbolj zaželeno obliko terapije izbrali peroralno terapijo. Na drugem mestu je aplikacija s peresnikom enkrat mesečno, na tretjem mestu IV terapija in na zadnjem injekcijska. Prosim, gospod Kokol, dajte nam na kratko razložiti razlike med navedenimi oblikami zdravljenja. Ja, pozdravljeni, hvala za vprašanje.
Ja, tako, peroralna oblika poznamo, to so predvsem tabletke, se pravi vse, kar bolnik zaužije preko ust. Peresnik predstavlja pripravljeno zdravilo, že naprej pripravljeno, kar omogoča neposredno takojšno uporabo, se pravi zdravilo je razrečeno, pripravljeno, že nameščena iglica, pacient samo sproži gumb in si aplicira zdravilo. Intravenozna aplikacija se izvaja izključno samo v hospitalu, se pravi v bolnišnici, kjer usposobljen kader pripravlja zdravilo in aplicira, se pravi zdravilo v žilo. Injekcijska priprava zdravila pa je mogoča tudi doma, ampak zahteva nekoliko več spretnosti pri pacientu. To pomeni, da mora poznati pravilno rečenje zdravila, to zdravilo tudi pravilno prenesti v brizgo, odzračiti, namestiti iglico in potem si še potem pravilno aplicirati zdravilo, tako da to je ta razlika. Hvala za to nazorno pojasnilo. Sledijo pa odgovore nevrologov, ki obravnavajo bolnike z multiplo sklerozo na naslednje vprašanje. Ali imate pri samoterapiji s peresnikom enkrat mesečno kakršnekoli pomisleke oziroma kakšne bi bile največje ovire pri predpisovanju samoterapije? Večji pomisleki so prikazani v vijolični, manjši pa v modri barvi. Kot je razvidno, so največji pomisleki povezani s komplianco in adherenco bolnikov. Jaz sem si šla prebrati v slovenski medicinski slovar, da bom zelo natančna. Komplianca je sodelovanje bolnikov pri zdravljenju, adherenca pa bolnikovo natančno sledenje navodilom za zdravljenje, naprimer dosledno jemanje zdravil po predpisani shemi. A sem dobro razložila? No, ravno taki pomisleki kličejo po spremembi. Če je prihodnost zagotavljanja boljše kompliance in više adherence, kako bomo to zagotovili? Nekatera nova orodja so že na voljo in prihodnost je pravzaprav že tu. Eno od orodij za podporo varni in učinkoviti samoaplikaciji zdravil je zagotovo telemedicina, ki zagotavlja dober odnos z bolniki na daljavo. Telemedicina ni zgolj telefonski klic, kot bomo videli v nadaljevanju. Na nekaterih področjih za spremljanje bolnikov že uporabljajo na primer aplikacije, različne spletne aplikacije. In zdravstveno osebje, ki je pred epidemijo prakticiralo vsaj nekatere oblike telemedicine, je bilo v primerjavi z ostalimi v veliko boljšem položaju in seveda hkrati tudi njihovi bolniki. Ni pa to še telemedicina v pravem pomenu besede. Eno od učinkovitih orodij telemedicine je zagotovo videokonferenca. Seveda pa pri realizaciji oziroma nadgradnji nekaterih elementov telemedicine ne gre brez podpore plačnika, se pravi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Profesor dr. Rot, v kolikšni meri lahko denimo telefonski klic bolniku ali pa videokonferenca nadomesti pregled v nevrološki ambulanti? Za prve bolnike, ki jih ne poznamo, ne more nadomestiti. Za določene tipe bolezni, kjer v glavnem štejemo dogodke, pa spreminjamo terapijo, se kar pretežen del same obravnave lahko izvaja nadaljavo, pač ne glede na definicijo, kaj telemedicina je, recimo na področju epileptologije. Določena področja, kot je recimo kognitivna nevrologija, motnje gibanja, potrebujemo nevrološki status, skratka potrebujemo že videosliko. Na področju multiple skleroze, to so vse kronične bolezni, s katerim se ukvarjamo na našem oddelku. Na področju multiple skleroze imamo tudi precej bolnikov, ki je stabilnih, ki v bistvu so dobro vodeni, imajo malo stranskih učinkov in so kakšni kontrolni pregledi v bistvu dosti rutinski. No, in v teh situacijah bi recimo tudi na našem področju ena obravnava nadaljavo prišla v poštev. Že zadnjič sem rekel, če bi recimo stremimo k
pregledu posameznika na pol leta bi pri stabilnemu enega na leto lahko nadaljavo upravili. Bi lahko bila tukaj v pomoč kakšne vrste spletna aplikacija, kot mogoče obdobje premostitve, dokler pri nas telemedicina ne zaživi v pravem pomenu besede? V bistvu ja, ampak mi smo se posluževali kar klasičnega telefonskega klica. Paciente, tako kot sem rekel, dobro poznamo. Izvide, preden bolnika pokličemo, si ogledamo 2-3 izvide nazaj, dinamiko, stopnjo prizadetosti, tako da znamo vprašanja že usmeriti, tako da zelo korektno naredimo, opravimo lahko obravnavo na daljavo z navadnim telefonom. Gospa Kokol, pri vas v Centru za multiplo sklerozo UKC Maribor ste v bistvu že pred nastopom epidemije prakticirali MS telefon. Zakaj ste se odločili za to in kako so to sprejeli pacienti? Ja, tako je. Mi že več kot 5 let uporabljamo MS telefon, tako smo ga poimenovali, predvsem z namenom informiranja pacientov oziroma čim prej podati tisto vprašanje, odgovor v pacientu v nekem trenutku, ko ga pacient želi. Nemalokrat se pojavljajo številni dvomi, vprašanje o morebitnem napredovanju bolezni, o poslabšanju, vprašanje o spremembi terapije, morebitnih stranskih učinkih, tako da te stvari lahko svetujemo preko telefona. So torej pacienti to dobro sprejeli? Tako je, izredno. Vam je bil ta način komunikacije s pacienti, z bolniki, pa tudi nadzora nad njimi v pomoč takrat, ko so veljali najstrožji ukrepi zaradi epidemije? Tako je, bil je pomoč nam, pa tudi pacientom. Vedeti moramo, da so se pacienti dejansko bali bolnišnic, vstopa v bolnišnico, tako da tudi njihova želja je bila, da se pač nekako posvetujejo nadaljavo, kolikor se le to da. Govorili ste o telefonskem klicu, uporabljate mogoče tudi videokonferenco, razmišljate o tem? Razmišljamo o tem, ampak tega se še zaenkrat nismo poslužili, saj vemo, da tudi rabimo pri pacienti, potrebujejo te možnosti, te dostope. Verjamem pa, da v prihodnosti tudi ta oblika bo nekako zaživela. No, glejmo si, kako možnosti, da bi si sama aplicirala zdravilo, razmišlja bolnica z multiplo sklerozo. Največji problem, ko grem po zdravila v neko zdravstveno ustanovo, je ta logistični problem. Doma sem že 1 mesec prej pripravljamo na tisti datum, zaradi tega, ker si morata moja starša prilagoditi urnik svojega dela, v bistvu dnevu in uri, ki je namenjen meni. Ona dva si organizirata čas in službo na podlagi tega, kako imam jaz ta zdravila. In to kar ni glih najboljš. Potem je recimo tudi en velik problem, kaj pa če me ona dva ne morata peljati do zdravstvene ustanove. Potem moram vzeti taksi. To je spet neka finančni problem. Ali pa moram poklicati nekoga drugega, pa mu reči, a me lahko prosim peleš na avtobus, ker od mojega doma do avtobusa je 300 km. V tem trenutku nisem sposobna toliko prehoditi in moram striktno prositi, prosim, peljte me na avtobus. Marsikaj prinese to za sabo. In meni osebno bi bilo veliko lažje, če bi si jaz, takrat, ko bi mogla, da bi si jaz to sama aplicirala doma, kot da sem v bistvu odvisna od drugih, pa da oni potem morajo organizirati, bom rekla, tudi del svojega življenja zaradi mene. Gospod Kranjc, v Združenju multiple skleroze Slovenije take zgodbe dobro poznate. Kako vi razmišljate, kako bi lahko to breme pogostega Glejte, vsekakor je zadeva v tem, da treba ljudem približati, koliko se da zdravila, tako kot je že omenjeno, da se bi jemali sami, samo aplicirali. Jasno, kjer pa to ne gre, pa vsekakor mi kot društvo pristopamo tudi s to pomočjo, kot je bilo omenjeno v prispevku zdaj,
ko je problem transferja, imamo kar nekaj kombijev, s katerimi lahko naše člane pripeljemo na želeno lokacijo po bistveno nižjem prispevku, kot je recimo taksi. In to je ta točka, na kateri vsekakor podpiramo zadeve. Torej, na eni strani vedno stojimo na stališču, da o zdravstvenem delu odloča medicina in zdravniki, vse, kar pa lahko pomagamo sporedno, pa je tudi naše delo. Ko razmišljamo o tem, da bi si bolniki sami aplicirali zdravila, ali vidite tu vlogo osebnih asistentov bolnikov z multiplo sklerozo? Osebnih asistentov lahko v tistem delu, če je ta sama aplikacija enostavna. To se pravi, da ni vezana na znanje recimo zdravstvenega tehnika. Zato, ker pogoj za osebnega asistenta ni izobrazba na področju zdravstva, ampak osebni asistent je lahko vsak, ki je pripravljen to delo delati in pomagati ljudem. Tako kot je zdravila, ki jih lahko tudi vsak sam jemlje, v tem primeru bi pa lahko tudi asistenti svetovali svojim uporabnikom. Kaj pa podporni programi bi lahko bili dobra rešitev za lajšanje tega bremena? Ali se vam zdi smiselno, da bi jih organizirali v podpori društev? V mislih imam te podporne programe, ki so se pred časom že izvajali, ko medicinska sestra pride k bolniku domov, poskrbi za pravilno aplikacijo, spremlja stranske učinke, gotovo tudi izboljša adherenco. Je to mogoče rešitev? Podporni programi so vsekako dobra rešitev. To, kar je bilo že omenjeno, recimo telefon, povezava, recimo, kot rečemo z MS sestro, je zelo dobra rešitev, ker včasih ljudje rabijo samo droben nasvet, odpraviti drobno dilemo, da zaupajo, da delajo prav. In to je tista zadeva, ki je vsekakor potrebna. Mi pa za posebne socialne programe so pa drugi programi, ki pa jih tudi izvajamo za naše člane. In s tem zagotovo zagotavljate njim podporo, ki je pomembna. Na konec prejšnjega leta smo v sodelovanju z Združenjem multiple skleroze Slovenije opravili raziskavo tudi med bolniki z multiplo sklerozo. Sodelovalo jih je 70 bolnikov, ki so mlajši od 50 let, in je pri njih stopnja napredovanja bolezni po EDSS lestvici največ 5. Iz njihovih odgovorov smo predvsem želeli izvedeti, kaj jim pri zdravljenju največ pomeni. To je vprašanje, za katerega zdaj vidimo naslednji grafični prikaz. Kot je razvidno iz tega grafa, kjer so za bolnike pomembnejši vidiki zdravljenja označeni vijolično in manj pomembni modro, je bolnikom najbolj pomembno seveda pričakovano, da ni zagonov bolezni, potem, da nimajo stranskih učinkov zdravil, na to pa, da si zdravilo lahko bolnik sam aplicira doma. No, biološka zdravila sicer niso nova, a je za številne bolnike poleg njihove učinkovitosti in varnosti razveselil njihov razvoj v smeri bolj prijaznih oblik. Ravno na terapevtskem področju multiple skleroze se obeta, da bo tako zdravilo v obliki peresnika tudi v Sloveniji že kmalu na voljo več bolnikom z multiple skleroze. Profesor dr. Rot, kako so sodobna biološka zdravila spremenila zdravljenje, pa tudi življenje bolnikov z multiplo sklerozo? Vsekakor je glavni učinek pozitiven, če gledamo čist na statističnem nivoju. Recimo smo pred desetletji rekli, da polovica bolnikov potrebuje pomoč pri hoji po 15 letih z recidivno remitentno multiplo sklerozo. Takih je zdaj recimo 10-15%. Skratka, če gledamo pri vseh, pri celi populaciji je to zelo, zelo dober učinek. In to se seveda prenese tudi na posameznika. Vse več malo prizadetih bolnikov, vse več bolnikov, ki polno opravlja delo, si normalno ustvari družino, se ukvarja s hobiji.
tako kot sem prej omenil, pa imajo sodobna zdravila tudi resne stranske učinke. In to je pa tisto negativno, kar so prinesla. Skratka, pri desetinah, stotinah naših bolnikov z multiplo sklerozo vidimo tudi kakšen resni stranski učinek, zelo resen stranski učinek. In pa tretja, oziroma druga stvar, ki je negativna, ki pa je namenjena bolnikovi varnosti, je pa pogosto monitoriranje določenih parametrov, pregledi krvi, pregledi pri drugih specialistov, EKG-ji, pregledi pri okulistih in podobno. Skratka, to pa je nekaj dodatnega bremena, ampak je pa v bistvu skupno pa je v korist bolniku. In se vedno znova vračamo k tej izredno pomembni vlogi zdravstvenega osebja. Ne? Bolnike z multiplo sklerozo smo vprašali še, kaj menijo o visoko učinkovitem zdravilu, ki bi si ga sami aplicirali s peresnikom enkrat mesečno. Kot vidite, so dobre 3/4 naklonjene temu zdravilu. Profesor dr. Rot, če malo pogledamo prihodnost, katera je po vašem mnenju, po vaših izkušnjah, tista skupina terapij, oblika terapij, ki so terapije prihodnosti? Žal enoznačnega odgovora ne morem dati. Zanesljivo, torej lahko rečem, da je zelo malo verjetno, da bi se približali v naslednjih desetletjih vzroku multiple skleroze. Ampak vse več pa vemo o mehanizmu nastanka, zato se vse bolj učinkovito vpletamo v razvoj multiple skleroze, ki povzroča. Torej, enoznačnega odgovora, kakšno bo biološko zdravilo prihodnosti, ni. Bo to monoklonsko protitelo zelo verjetno, bo to kakšno učinkovit imunosupresiv, ravno tako. Ampak je ključen je cilj, k kateremu želimo stremeti. Skratka, zelo učinkovito zdravilo, ki bo hkrati varno in dobro prenosljivo. Hvala. Kot vemo, so biološka zdravila v taki obliki, ki omogočajo samo aplikacijo tudi doma, že dobro uveljavljena na nekaterih področjih, denimo za zdravljenje Gaucherjeve bolezni, urtikarije, migrene, nekaterih revmatičnih obolenj. Oglejmo si zgodbo bolnice z revmatičnim obolenjem. Ko sem začela prejemati biološko zdravilo, sem se zavedala, kaj je mogoče skoraj normalno življenje. Vožnja do Ljubljane ni bila lahka, saj je dvourna vožnja, poleti so kar kolone avtomobilov, pozimi pa sneg in kot Primorka sem se vedno malo bala snega. Starši, ko so me peljali, so morali vzeti bolniško, skratka, vsa družina je trpela zaradi teh bioloških zdravil, ko smo morali hoditi vsaki mesec, na koncu pa tudi na 2 tedna na aplikacije zdravila. Pri 35 letih sem začela z novim biološkim zdravilom in to pa s takim, da mi ni več bilo potrebno hoditi v Ljubljano na vsak mesec, ampak sem si ga doma inicirala na vsake 14 dni. Najprej so me v Ljubljani naučili, kako si to aplicirati. Seveda na začetku mi je bilo malo strah, ker to je potrebno dati v trebuh in sem se bala, da si ne bom kaj poškodovala, ampak je življenje s takimi biološkimi zdravili, ki si jih iniciraš doma, zelo, zelo olajšano. Gospa Erika ima, glede na to, da ima že od 3. leta revmatoidni artritis, kar bogate izkušnje, bi rekla, na tem področju. Zdravljenje po modelu izven bolnišnice torej izboljšuje kakovost bolnikovega življenja, prinaša pa tudi pozitivne učinke v zdravstvenem sistemu in uvaja neko novo sinergijo med bolnikom in zdravstvenim osebjem. Zagotovo pomeni večjo prilagodljivost bolnika, tudi njegove primarne socialne mreže, kot smo slišali obe bolnici. Pomembne pozitivne učinke pa prinaša tudi za zdravstvene delavce. No, kar je pa res pomemben poudarek, je pa to, da lahko
Številni bolniki z novimi terapevtskimi možnostmi, kot ste že profesor odprej omenili, živijo, najbrž ne moramo reči običajno življenje, ampak življenje, ki se kar najbolj približa temu. Se pravi, ohranijo delo, skrbijo za svojo družino, se ukvarjajo s hobiji in podobno. Zdaj pa si dajmo pogledati številne dobre prakse, ki kažejo, da je ta model učinkovit in prijazen, tako do bolnika, kot tudi do izvajalca zdravstvenih storitev. Zagotovo pa se na poti do tam pojavljajo številni izzivi, določeni izzivi in pobude. Profesor dr. Tomšič, revmatologi ste utirali pot samoaplikaciji zdravil. Kako so se pa bolniki odzvali na vaš predlog, ko jim vi recimo predlagate, da bi si sami aplicirali zdravilo? V preteklosti so bili navdušeni. No, sem z eno gospo rekla, da je jokala, ko je slišala, da si bo lahko dala biološko zdravilo. Mi smo začeli s tem leta 2004 in takrat to so bili bolniki, ki so imeli dolgo časa bolezen in so imeli res hude bolečine in jih ni bilo težko nagovoriti, da so se naučili aplikacije tega zdravila. V zadnjih letih seveda tudi si še vedno, ampak imajo neko vtis, se ne da neke brez injekcije, potem ko jim razložimo, da se igle sploh ne vidi, potem seveda se za to terapijo tudi odločijo in praviloma nimajo posebnih težav. Sami tudi želimo, da si naučijo, da so samostojni pri aplikaciji, tudi če so ljudje starejši kot 80 let, da se sami naučijo te aplikacije in da so čim dalj seveda samostojni. Je to, kakšen odnos imajo do samoaplikacije povezano predvsem s težo bolezni, kako dolgo se že z njo spopadajo, ali opažate še kakšne druge razlike, ne vem, v starosti, spolu? Če bi rekel, da se moški bolj bojijo igre, ne bi bilo prav korektno do tukaj sedečih, ampak ne, težko bi rekel. Večina ljudi, ko ima določeno težo bolezni in ko se nekako vidi, da s konvencionalnimi zdravili ne gre optimalno zdravljenje, potem se seveda odločijo za to zdravljenje. In seveda, mlajši imajo morda nekoliko več zadržkov, vprašanj. Zanimivo je, da se v Sloveniji predvsem pogovarjamo o neželenih učinkih. Želenega učinka nobenih posebej ne zanima, nobenega ne zanima, kam pelje, ali pa večino ne zanima, kam pelje bolezen, če ni ustrezno zdravljenja. Tako da predvsem mlajše osebe je včasih, moraš si vzeti veliko časa in jim razložiti, jih potolažiti glede neželenih učinkov, jih seznaniti z njimi in potem seveda praviloma ni večjih težav. Potem pa nastopi korak izobraževanja bolnikov. Povejte, kako pri vas poteka ta edukacija, to medicinske sestre izvajajo, se pravi, kako naučijo bolnike, da si bodo sami aplicirali zdravilo? Ja, to delamo pri nas že blizu skoraj 20 let. V bistvu dobijo termin, kjer pridejo potem ali sami ali s partnerjem na to edukacijo, kjer se poveta prvo nekaj o rokovanju zdravila, hladilni verigi, shranjevanju in tako naprej. Potem o sami tehniki aplikacije tega zdravila. Praviloma si na prvem obisku tudi sami pod nadzorom sestre to aplicirajo. Seznanjajo jih o neželenih učinkih, dobijo telefonsko številko, na katero se lahko obrnejo, če so v dvomih, in če sestra ugotovi, da je to urejeno, potem naslednjo aplikacijo si bolnik da doma. Če ima vtis, da bi bilo morda super, da bi še enkrat to bolnik naredil pred sestro, ga naročijo še čez določeno obdobje in s tem pravzaprav zaključijo to edukacijsko fazo. Kako pa potem v nadaljevanju nadzorujete te bolnike, oziroma bom po domače vprašala, kako se prepričate, da bodo res si aplicirali zdravilo, oziroma da so si ga? No, v tem nismo nikoli popolnoma prepričani. Bolniki nam povejo, da so si dali in mi to seveda verjamemo. Drugače pa na začetku, ko smo začeli z biološkimi zdravili, smo te bolnike specialisti kontrolirali na 3 mesece. Potem smo jih začeli kontrolirati na 6 mesecev in zdaj pravzaprav jih vidimo, če so dobro urejeni enkrat letno. Vmes pa jih pa na vsake 3 mesece pokliče sestra, jih po enem protokolu povpraša, če je bolezen umirjena in če je,
to pove zdravniku, zdravnik predpiše zdravilo in potem določi nov datum za pregled, bodi si v sestrski ambulanti, bodi si v ambulanti specialista. Glede na to, da ste imeli že pred epidemijo upeljan ta sistem samo aplikacije in nadzora po telefonu, vam je to v obdobju tistega najstrožjega lockdowna kaj olajšalo delo? Absolutno. Ta sistem je bil upeljan in v bistvu smo ga samo peljali naprej v zadovoljstvo bolnikov, ki jim ni bilo treba potovati po Sloveniji in povedati, da se počutijo dobro, kar smo recimo še 10 let nazaj delali. In seveda tudi v zadovoljstvo sester in zdravnikov, ker smo imeli te bolnike ves čas pod nadzorom. Vedeli smo, kaj se z njimi dogaja. In če je prišlo do poslabšanja bolezni, seveda ta bolnik pa potem lahko prišel do specialista in v enako hitrem času, kot če ne bi bilo epidemije. To je pa zagotovo najbolj pomembno v takem položaju. Kako je pa urejeno financiranje? Ali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije šteje telefonski klic ali pa videokonferenco za pregled? V bistvu ja, mi smo imeli dogovor z ZZS, da smo popolnoma preuredili vrednotenje ambulantnega dela. Bili so v bistvu zelo, so nas poslušali, so nam šli nasproti in smo skupaj dogovorili z ZZS-jem in uveljavili smo ga pravzaprav z novim letom leta 2020 in v teh je bil pravzaprav tudi telefonski pogovor, pa seveda sestrske ambulante in vse ostalo. Tako da v bistvu vse to, kar smo mi delali po telefonu, smo zabeležili, upisali izvid in seveda na koncu tudi zaračunali za ZZS-ju. No, dobre izkušnje s prilagajanjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imajo tudi na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Tam so bolnike v skrbeh zaradi prihajajočega lockdowna naučili, da si sami aplicirajo zdravilo v obliki peresnika. Prisluhnimo izjavi profesorja dr. Mitje Košnika, pnevmologa, alergologa in imunologa, ki je vodil oddelka za raziskovalno delo na tej kliniki. V začetku COVID epidemije pravzaprav tudi zdravstvena zavarovalnica izrazito dobro prisluhnila izvajalcem, ki so povedali, kako bi kljub temu, da imamo polno omejitev, bolnike še vedno lahko dobro vodili in da neke arhaične načine, recimo temu nagrajevanja zdravstvenega sistema, rečemo plačevanja zdravstvenega sistema, ki je bilo vezano na to, da pač si dobil plačilo, če je bolnik prišel v čakalnico sedeti, in potem smo imeli seveda polne čakalnice, če lahko to nadomestimo s tem, da smo plačani za to, če bolnika kontaktiramo in je dobro voden. In tako je bil posluh, da se je financiranje dejavnosti prevrglo na ta način, da so ravno te kontakti z bolnikom pravzaprav potem tisto, kar je štelo in dokumentiranje stabilnosti bolezni, tisto, kar šteje. Kot vidite, smo v podobni zasedbi o tej temi že govorili. Žal danes profesor Košnik ne more biti z nami, ampak na nek način se nam je pridružil. Profesor dr. Tomšič, glede na to, da imate izkušnje z različnimi oblikami terapij, katere oblike je v revmatologiji največ? Trenutno še vedno peros terapija, potem pa je sigurno na drugem mestu zdravljenje s podkožnimi injekcijami, s peresniki, na tretjem mestu pa intravenska terapija. Boste za laike, ki nas poslušajo, povedali, kakšna terapija je peros? V tabletkah, najbolj pogosto je metotrexat, ampak zdaj prihaja tudi zdravila, ki so JAK inhibitorji, sodobna zdravila, ki se tudi jemlje v tabletah. Kakšen trend pa pričakujete v prihodnosti? Je peresnik, o katerem govorimo, oblika izbora biološke terapije prihodnosti ali kako bo na področju revmatologije? Težko bi povedal za 10 let naprej, za 2-3 leta si pa upam, da sigurno bojo peresniki še pridobivali, da bomo nekoliko izgubljala IV intravenska, to se pravi znotrajžilno vbrizganje zdravil, da pa bo verjetno določena
Peros, to se pravi v tabletah, terapija ponovno pridobivala na veljavi. Ste omenili, da ste nekaterim pacijentom zaradi epidemije zamenjali terapijo iz IV na subkutano in jim tako v bistvu prihranili ta strah pred prihodom v ambulanto. Se je to dobro obneslo, a se zdaj vračajo na staro terapijo ali ostajajo na peresniku? Dva skrajna pola imamo. Eni, ki so bili popolnoma nezadovoljni, so že naslednji mesec prišli na intravensko terapijo in drugi, ki so bili navdušeni in so pač ostali na subkutani in tudi vse njanse vmes. Tako da smo se pač po mesecu dveh prilagodili potrebam bolnikov in njegovi aktivnosti bolezni, tako da nekateri so ponovno na IV terapiji, kar dobršen del je pa seveda usvojilo podkožno vbrizgavanje zdravil in so s tem v bistvu zelo, zelo zadovoljni. Skratka, se prilagajate bolnikom, ne? Seveda. Jaz pa prosim še za predvajanje druge izjave profesorja dr. Košnika. Tudi njega smo vprašali, ali se bodo po epidemiji vrnili na prejšnji način dela. Seveda ne. Seveda ne. Več razlogov je. En razlog je, da so bolniki pač ugotovili, da lahko za njihovo dobro počutje se poskrbi za njih na bistveno manj obremenjujoč način. Druga stvar, ker je način financiranja zdravstvene dejavnosti se je spremenil, prilagodil in pravzaprav to je nekaj, kar smo si v prejšnjih letih želeli, pa se ni hotelo zgoditi, zato smo doskrat ustrajali pri nekih manj učinkovitih načinih dela, zdaj pa ko so pač te ključne stvari urejene, pa seveda ne vidimo razloga, zakaj bi šli na manj učinkovit način dela nazaj. No, naj dodam, da gre za izkušnje z področja urtikarije. Kot smo že večkrat poudarili, so tudi oblike terapije zelo odvisne in od same bolezni in od stopnje vrste bolezni. Profesorica dr. Žvan, na kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo na Nevrološki kliniki že dobro leto prakticirate samo aplikacijo biološke terapije za migreno s peresnikom. Kakšne so vaše izkušnje, predvsem s to obliko zdravila? Lep pozdrav vsem. Ja, pravzaprav za samo aplikacijo tega zdravila jaz do zdaj nisem naletela pri nobenem pacientu na odpor. Od vseh mojih pacientov, ki si samo aplicirajo, seveda po prvi edukaciji si samo ena od pacient hodi aplicirati zdravilo v zdravstven dom. Sicer je pa v bistvu so nova biološka zdravila na področju migrene res revolucija, so spremenila paradigme zdravljenja, to so nova upanja za paciente, pa tudi za nas terapevte. Predvsem zato, ker doslej ni bilo niti enega preventivnega zdravila za migreno, ki bi bilo raziskovano prav za migreno. To je prvo zdravilo, ki je usmerjeno na patofiziologijo migrene, in sicer na CGRP, to je pač neka substanca, neka snov, ki je vezana v ta proces oziroma je nevrotransmiter prenašalec v krogu migrene. Migrena je izjemno kompleksna bolezen in ta substanca je v bistvu močan širilec, vazodilatator širi žile v centralnem živčevju in to povzroča potem tisto hudo bolečino in za sabo potegne celo kaskado teh različnih simptomov, ki sodijo k migreni, ker migrena ni samo glavobol. Vemo, da je v Sloveniji kar 15% oseb z migreno. In zato vidimo, da je tudi ogromen problem in zdravstveni, socialni, tudi v bistvu migrena izjemno močno onesposablja, vsaj pri 50% pacientov to opazujemo. In pri tisti, ki imajo pogoste epizodne migrene ali kronične migrene, ali tisti, ki so razvili glavobol zaradi čezmerne rabe analgetikov ali specifičnih zdravil za migreno, se razvije potem lahko dnevni glavobol in potem si lahko predstavljate, kako pacienti
oziroma te osebe trpijo in kakšno revolucijo so ta zdravila naredila. Za številne vaše paciente je to res novo upanje. Ne? Tako. Kako ste pa na vašem oddelku organizirali delo? Se je organizacija po prihodu biološke terapije bistveno spremenila? Zdaj, zaenkrat si bi jaz želela boljšo organizacijo, ampak če drugega ne, vsaj organizirali smo na ta način, da smo dobili eno medicinsko sestro 2-krat tedensko, ki ima tudi samo en določen čas za paciente z migreno in se pač te paciente povabi na prvo aplikacijo. Vsak zdravnik mora za svojega pacienta sam poskrbeti, da ga napoti k tej medicinski sestri. Ona pa v bistvu mu obrazloži najprej, kako mora zdravilo izgledati, kako naredijo potem demo poskus. Vsak pacient si naredi najprej samo aplikacijo z demo peresnikom, potem si pa prvič že vedno sam tudi aplicira zdravilo. Odvisno sicer imamo danes 3 zdravila, 3 biološka zdravila na razpolago, vsa 3 se aplicirajo podobno in praktično zaenkrat nismo zasledili teh problemov. Problem pa je seveda zaradi čakalnih vrst, da je potrebno te paciente v začetni fazi vabiti na kontrolni pregled čez 3 mesece, pa vsake 3 mesece in po enem letu, ko mu začnemo zdravilo ukinjati. Namreč pri migreni se po enem letu poskusno zdravilo ukine, se kontrolira pacienta približno 2 meseca, kakšen je učinek, včasih je to dolgoročni učinek, ugoden, včasih pa se migrena povrne in je potrebno pacientu ponovno uvesti biološko zdravilo. Ali ta nadzor nad bolniki pa tudi edukacijo izvajate izključno v ambulantah ali uporabljate recimo videokonferenco? Zdaj, jaz sem seveda pričela ta terciarni projekt telemigrene, za katerega sem tudi dobila odobreno opremo, ustrezno opremo. Nažalost je zaenkrat še ni, ampak predvidevam, da bomo lahko nadzirali te paciente preko telemigrene in sicer preko dvojne video in audio povezave v pravem pomenu pač telemigreno in celo korespondenco in te kratke kontrole po principu multiple skleroze bo pa seveda opravljal diplomiran zdravstvenik, ki bo hkrati seveda tudi skrbel, da se bojo vnašali vsi podatki v to bazo podatkov. Moj glavobol, ki je bila že postavljena, zaenkrat še ni popolnoma preizkušena oziroma se že vnašajo pacienti v to, tako da bomo potem lahko natančno spremljali in videli korist tega novega zdravljenja. In jaz seveda mislim, da pri migreni ni nek problem tudi postaviti diagnoze s pomočjo videokonference, saj ne nazadnje v telekapi, ko ti vidiš pacienta pri akutni kapi, kadarkoli, 24 ur na dan, z to simptomatiko postaviš preko videokonference diagnozo in ga moraš tudi čim prej zdraviti, zaradi tega, ker je pač vedno čas tisti player, tisti igralec, ki zmanjšuje komplikacije oziroma zaplete oziroma invalidnost in mogoče tudi smrtnost. In ta projekt telemigrena bo zagotovo to vaše delo še olajšal? Pri migreni bo pa to mnogo lažje kot pri akutni kapi in mislim, da se bo zelo, zelo obneslo. Držimo pesti, ne? V dobro bolnikov. Ja. Gospa Kipol, tudi na vašem oddelku imate izkušnje samo aplikacijo biološke terapije za migreno s peresnikom. Kako ocenjujete tak način terapije pri bolnikih z migreno? Tako je, v UKC Maribor imamo tudi oblikovano ekipo, se pravi nevrologa in pa medicinske sestre, ki je nekako educirana za migreno, se pravi, da pozna samo bolezen, postavitev diagnoze, spremljanje bolezni in potem ne nazadnje samo tehnično izvedbo aplikacije in nadaljne spremljanje takih pacientov. Mi smo sam začetek nekako nastavili seveda na principu izkušenj z multiplo sklerozo, ker že te stvari poznamo že dobrih 20 let. Takrat smo pričeli pri multipli sklerozi z zdravljenjem, se pravi z injekcijskimi zdravili imunomodulatorjev. Tako da ja, medicinska sestra po enem protokolu izvede, povabi pacienta, predvsem gre tukaj za individualno obravnavo. Samih težav pri uvajanju
uživanju zdravila, pri učenju, pa seveda tudi mi nismo zaznali, tako kot pravi dr. Žvanova, pacienti si želijo tega zdravila in nekih zapletov zaenkrat ni. Tudi epidemija vas tukaj ni ustavila, ste takrat ali pa mogoče še zdaj uporabljate tudi mogoče videokonferenco? Mi se zaenkrat poslužujemo le telefonskega klica. Sama edukacija pacienta, se pravi uvajanja, učenja zdravila, pa je še zmeraj oseben stik, se pravi medicinska sestra in pacient v živo. Zato na voljo so predvsem demo peresa, demo peresniki, kar pomeni, da pacient lahko preden si sam aplicira pravo zdravilo na vse druge načine, kako preizkusi način rokovanja in pravilnega dajanja zdravila. No, vi boste gotovo imeli prednost. Boste lahko te izkušnje samo aplikacijo pri migrenskih bolnikih uporabili, ko bo ta oblika terapije na voljo za bolnike z multiplo sklerozo. Vidite tukaj neko prednost ali bo kakšna dodatna obravnava potrebna? Jaz bi rekla, da to so vseeno dva različna tipa pacientov. Pri multipli sklerozi začnemo z zdravljenjem že v zelo zgodnji fazi bolezni, kar pomeni, da pacienti ponavadi veliko potrebujejo informacije o sami bolezni, o potrebi po rednem apliciranju zdravila, medtem ko pri pacientih z migreno je pa sama pot diagnoze že nekaj časa, kar pomeni, da ti pacienti si močno želijo zmanjšati to bolečino, ki jim ovira njihove vsakdanje aktivnosti, zato je njihov interes drugačen, se pravi drugačen pristop medicinske sestre je potreben. Hvala za enkrat vsem. Hiter pogled na uro mi kaže, da imamo še nekaj časa za eno krajšo debato. Pa bi postavila eno vprašanje, ki velja za vse. Kaj bi na podlagi svojih izkušenj seveda izpostavili kot tisto ključno za vpeljavo sodobnih bioloških zdravil, takih, ki omogočajo samo aplikacijo na bolnikovem domu, vpeljavo v klinično prakso v prihodnje? Profesor Tomšič? Ja, verjetno je ves čas potrebna optimizacija sistema vodenja teh bolnikov in to po moje je ključno, to kar smo delali leta 2004, 2010, 2015, zdaj ni več tako zelo uporabno ali pa smo uporabili samo tisto, kar je res še, ostale stvari pa prilagodimo, tako da obrniti se je treba do bolnika in iskati njegove potrebe, jih zadovoljevati in ob tem pravzaprav voditi tudi sodobno zdravljenje. Tako da jaz mislim, da ves čas je potrebno stvari optimizirati. V dobro bolnika, ne? Seveda. Hvala. Profesor Rot? Ja, sistem je postavljen tudi na področju multiple skleroze, kot smo slišali, namreč mi smo z injekcijskimi zdravili začeli pred 25 leti, tako da v bistvu poznamo način aplikacije naše sestre, uvajanje bo zelo podobno, nadzor zelo podoben, dajanje aplikacije na krajše obdobje, kar bo primerno za bolnika. Še farmacija naj se nekoliko trudijo, skratka z dobrimi peresniki, s tankimi iglami, z majhnim volumnom, z malo kožnimi reakcijami, malo sistemskimi stranskimi učinki, pa je to dobra kombinacija. Profesor Žvan? Ja, pri migreni pa mogoče malo drugačen pristop. Migrena je izjemno slabo diagnosticirana bolezen. Pri nas mogoče tam okrog 40%, po nekaterih državah v svetu samo 15%. Se pravi, prva stvar je ozaveščenost in to so tudi take konference zelo pomembne. Ozaveščenost laične javnosti in pa ne samo to, edukacija splošnih oziroma družinskih zdravnikov. Večinoma družinski zdravniki ne želijo obravnavati paciente z migreno, ampak jih napotijo takoj na sekundarni nivo.
Zato je zelo pomembno, da bi v bistvu se zavzeli tudi oni zato te paciente postavili diagnozo migrene, lahko tudi postavili diagnozo pogoste epizodne ali kronične migrene in že sami aplicirali 2 dosedanji oralni zdravili, ki sta na razpolago pred biološkimi zdravili in šele, ko sta ti 2 zdravili neučinkoviti, bi se ga napotilo pacienta na sekundarni nivo, ker samo nevrolog in algolog lahko danes napišeta to biološko zdravilo. Tako da bi v bistvu s tem sistemom malo pospešili to ozko šivankino uho, s katero prihajajo pacienti z migreno do specialistov. Sicer samo aplikacija bo pa možna seveda učenja tudi preko videokonference, ko bo lahko diplomirana medicinska sestra pacienta nazorno naučila in jaz mislim, da ne bo nobenih problemov. Ravno to vprašanje sem vam želela zdaj zastaviti. Vi ste se v teh svojih razpravah vsi izhajate iz potreb bolnikov, ne? Ali je za širšo vpeljavo samo aplikacije mogoče tudi koristna širša uporaba telemedicine, še posebej tistih elementov, ki so se doslej izkazali za koristne. So to videokonference, so to spletne aplikacije? Profesor Tomšič? Zdaj, videokonference, problem je v tem, da morda mi v Ljubljani mislimo, da je to za vse bolnike čisto enostavno, pa morda tehnično ni čisto vse enostavno. Poleg tega z videokonferenco mi vdiramo v bolnikovo okolje, nekateri morda si tega zelo ne želijo. Tako da v bistvu bo treba se pogovoriti z bolniki, nekateri bojo to sprejeli, nekateri pa te bojo sprejeli in tem bo se treba prilagoditi. Tako da verjetno ni to rešitev prav za vse bolnike, morda pa za dobršen del bolnikov je to super rešitev, za en del pa verjetno ta rešitev ne bo nikoli idealna. Gospa Kokol, vaše mnenje? Kako, če pogledate v prihodnost, kje vidite odnos bolnikov do teh oblik telemedicine? Ja, tako. Jaz bi rekla, da čisto različno seveda od pacientov, različne oddaljenosti od zdravstvenih ustanov seveda onemogočajo oziroma otežujejo fizično dostopnost do samega obiska v centrih. Tako da ja, pri mlajših aktivnih populacijah bi rekla, da bo ta možnost hitro sprejeta, pri nekaterih, ki pa potrebujejo pomoč, ki sami enostavno tega ne bodo zmogli, pa bodo seveda potrebovali še te klasične oblike naprej. Profesor Rot, se strinjate, če se osredotoča predvsem na bolnika z multiplo sklerozo? Ja, se kar strinjam, skratka klasične oblike, kot je telefonska konzultacija, absolutno, sestre že daljše obdobje, zdravniki v zadnjem obdobju, potem predpogoj, kot je profesor Tomšič rekel, je, da imamo vsi tehnologijo, tudi bolniki z multiplo so mlajši, tako da to pogosto ni problem. In video bi bil korak naprej pri določenih, kakšni stranski učinki, če je treba kakšno kožno reakcijo, ki je podobnega pogledati. Profesor Žvanova, vi ste že kar nekaj teh področij odprli, kaj bi bilo potrebno še urediti. So spletne aplikacije, videokonference, tisto, kjer vi vidite prihodnost? Ja, jaz vidim v videomedicini oziroma telemedicini veliko prihodnost. Namreč danes recimo, ko mi vaskularni nevrologi prihajamo v urgentne nevrološke ambulante na internistične prve pomoči v 12 slovenskih bolnišnic in pregledujemo preko virtualnega pregleda pacienta na licu mesta, pregledamo njegove slike, pregledamo njegovo drugo dokumentacijo. Če je pacient komatozen, imamo asistenta, bodisi zdravnika na drugi strani ali pa tudi medicinsko sestro, če je zdravnik zaseden. Cel sistem je močno zavarovan preko Z-neta in sicer, ki je hermetično zaprt za široko okolico, tako da varnost je zagotovljena. Kar se tiče pa same migrene, pa jaz recimo že danes nekako sprašujem svoje bolnike, če bi bili pripravljeni sodelovati. Večina ima možnost vključitve v videokonference, tisti, ki nimajo, seveda bodo uporabljali klasične načine in prihajali na klasične preglede.
Tako da v bistvu bodo vsi delali to po svoji volji, čim se on odzove na vabilo za videokonference, to pomeni, da se sam pravzaprav odloči za ta način in tudi tukaj ni več problemov za varovanje osebnih podatkov. Tako da jaz sem pristaš za telemedicino. Mogoče za vse popolnoma ne, tudi odvisno od različnih pacientov, ampak za paciente z migreno, da. Gospod Krajnc, kaj pa stališča bolnikov z multiplo sklerozo? A je prihodnost v telemedicini, videokonferencah? Glede, vsekakor. Multipla skleroza je pač bolezen mladih ljudi o postavitvi diagnoze in to vsekakor v današnjem času pričakuješ, da so tudi na področju uporabe sodobne tehnologije več ali manj usposobljeni. Res je, da vedno bojo bile tudi razlike med sprejemanjem tega dela na diagnosticiranje ali svetovanja nadaljavo, ne diagnosticiranje, pa svetovanje nadaljavo okrog uporabe zdravil. Nekateri pač rabijo tudi ta socialni stik, da se nekako bolj zaupajo zdravniku, da mu povejo še kakšno drugo stisko, ne samo tisto stisko, kako je z uporabo zdravil. To je tista širina, ki jo moramo tudi pri temu upoštevati in na ta način graditi ta odnos zdravnik-pacient. To je tisti odnos, ki bo največ koristi zaupanje med pacientom in zdravnikom in v tem primeru potem dosežemo sigurno najboljše učinke tudi zdravljenja v tistem širšem pomenu besede, ne ozko samo na diagnozo, za katero se pacient zdravi in boluje. Medtem smo dobili novinarsko vprašanje, namenjeno profesorju Rotu, gospodu Krajncu, in sicer na temo multiple skleroze. Novinarka Veronika Sorokin, ki piše za Vivo medicino in ljudje, poudarja, kako je multipla skleroza bolezen, ki popolnoma spremeni življenje ne samo bolniku, ampak tudi njegovim družinskim članom. In sprašuje, kaj stališča obolelih z multiplo sklerozo, možnost zdravljenja na domu in posvetovanja zdravniki nadaljavo doprinaša v obravnavi bolezni. Ali jim to vrstni način zadošča, oziroma a ne pogrešajo neposrednega stika z zdravnikom? Profesor Rot, mogoče? Se mi zdi, da smo v glavnem že vse odgovorili, tako da v bistvu in tudi gospod Krajnc je omenil, skratka, oseben stik in stik nadaljavo in stik po telefonu je ravno tako kontakta, veste, za kakšne bolj delikatne zadeve pa rabimo mirno ambulanto. Gospod Krajnc, se strinjate? Ja, vsekako se je ravno na to stvar sem nakazal v zadnjem odgovoru, da je zadeva lahko širša, ne, da se pojavijo tudi druga vprašanja, ker konec koncev je to bolezen, ki ima 100 in več obrazov in ki so tudi druge funkcije prizadete, ki jih ljudje res rabe zelo osebno zaupati svojemu zdravniku. Drugo vprašanje je Nataša Medvešček, Medovernet, se pa nanaša na to, kar ste tudi vi, gospod Krajnc, izpostavili, na mlade bolnike. Pa sprašujem vse, imate občutek, da mladi nekako pričakujejo drugačne načine obravnave v prihodnosti, glede na to, da tako rekoč razmišljajo digitalno, se v tem razlikujejo od mogoče starejših bolnikov? Profesor Tomšič? V bistvu jih zanima učinek zdravljenja in predvsem jih zanimajo neželeni učinki zdravljenja. Malo manj jih pa pravzaprav vznemirja, po kakšni poti bojo dobili zdravilo. Še najbolj bi rekel, da jim je odveč seveda hoditi v bolnico na mesec dni. Zdaj bo ta cilj, da bo zdravilo varno in učinkovito v obliki tablet ali peresnika,
seveda rajši imajo tableto, sprejmejo tudi peresnik in če imajo na voljo, kar je v revmatologiji je na teden, na 14 dni ali na mesec dni, seveda se najrajši odločijo na mesec dni. Ne? Tako da v tem, ampak tukaj, da je bili starejši ali pa mlajši, neka zelo velika razlika, sam v bistvu ne vidim s tem, da so mlajši bolj zvedavi, bolj jih zanima, kaj jim bo vse to zdravljenje prineslo dobrega, pa predvsem, kot sem rekel, bojazen pred neželenimi učinki. Profesor Rot, opažate vi kakšno razliko, predvsem glede na to, da je multipla skleroza v bistvu bolezen zdravih, aktivnih ljudi na višku svoje življenjske moči? Ne? Ja, to, da prihajajo boljš pripravljeni na preglede z listom vprašanj, z nekim znanjem, kar je treba, oziroma vedenjem o bolezni, kar je treba v pogovoru potem razčistiti. V bistvu, kar se tiče izbire zdravila, v bistvu bo bolj kot sama mladost, starost vplivali drugi parametri, ki so pretežno klinični. Ne. Odprti pa so seveda bolj za nove tehnologije, tako da ne pa, da bi pa sami mlajši bolniki pa forsirali tehnološke rešitve, to pa seveda ne opažamo v ambulanti. Profesor Žvan, vi opažate kakšno razliko? Ja, zdaj zaenkrat pacienti niti ne vedo, da mu je možnost telemedicine, ker v bistvu dosti tega še nismo niti promovirali, ker v bistvu nekaj vnaprej, kar še ne deluje in kar ni postavljeno, ne moreš promovirati. Jaz edino, kar zaenkrat sprašujem paciente, či so voljni sodelovati. Naj pa tu izpostavim eno norveško študijo, kjer veste, da so dostopnosti do bolnišnic in ambulant izjemno otežkočene zaradi konfiguracije terena. Študija je tam pokazala, da ni bilo prav nobene razlike med osebnimi obiski v ambulantah oziroma v primerjavi s tistimi, ki so bili obravnavani preko telemigrene. Celo obratno, celo več pacientov, ki so bili v ambulantah obravnavani, so bolj pogosto prihajali na preglede kot tisti, ki so bili obravnavani preko telemigrene, s samo kakovostjo, zadovoljstvom in s počutjem, pa ni bilo nobenih razlik. Hvala. Tako da so tudi prihranili pri teh poteh in času in v službah in odsotnosti iz dela. Tako da ene prednosti ima. Je pa seveda še enkrat povem, da verjetno ni za vse paciente enako. Tako. Gospa Kokol, vi opažate mogoče te značilnosti mlajših pacientov, so bolj nagnjeni k sodobnejšim oblikam? Ja, bi rekla, da ja. Predvsem tudi na odziv na MS telefon je, se pravi, tudi veliko pacientov napiše sporočilo, se pravi SMS ali pa tudi kakšno sličico pošle kot MMS obliko, pa tudi na maile se preko maile komunicirajo, enostavno posredujejo svoje izvide, tako da ta sistem je seveda lažji. Jaz mislim, da v prihodnih letih seveda vsa mlajša generacija zdaj gre v tej smeri te mobilizacije teh orodij. Gospod Krajnc, vi posebno pozornost namenjate mladim bolnikom? Ja, vsekakor. Mi se trudimo, tudi tale čas je po ena krize zdravstvene zaradi COVID-a je eno pozitivno stran prinesel, da smo intenzivneje pristopili k izobraževanju preko webinarjev. V lanskem letu so preko mladih to zadevo upeljali, no in to smo nekako zdaj sprejeli v društvu kot obvezo in tudi za letos zastavili vsaj 8 izobraževanja to temo, ne samo v zdravstvenem smislu, ampak tudi tiste širše, kar je potrebno vedeti za vse člane, od pravic do možnosti zaposlitve in še kaj, kar tudi pri medicini, ki smo jo danes obravnavali, bi še to dodal, potrebni so tudi tisti upeljava ostalih profilov, ki pomagajo, pa naj si bo psihologov in tako naprej, v ta tim in ta nasvet, ki ga naj bi tudi specialisti, zdravniki, v tem primeru nevrolog, nakazal in ta povezava, mislim, da je pa še nekako šibka,
da bi se predvsem psihologe vključilo za svetovanje mlajšim obolelim. Da bo zagotovljena res celostna obravnava bolnikov. Tako je, celostna obravnava, ja. No, kot ste v svojih razpravah vsi po vrsti večinoma že poudarili, številni bolniki, predvsem tisti s kroničnimi boleznimi, pričakujejo nove rešitve individualne obravnave, ker vse bolj cenijo svoj čas in neodvisnost. In prav tako smo ugotovili tudi, da je sodoben pristop zdravljenja učinkovit in varen, tako v primeru aplikacije v zdravstveni ustanovi, kot tudi, če si bolnik zdravilo aplicira sam doma, kjer je to seveda mogoče. Samo za nekatere bolnike, predvsem tiste s kroničnimi boleznimi, in naj predvsem poudarim po presoji zdravnika. Torej, učinkovita in varna biološka zdravila v bolniku bolj prijazni obliki aplikacije so zagotovo zdravila prihodnosti. Kot smo predstavili, imajo nekateri bolniki že danes na voljo tovrstne napredne oblike, zdaj pa tovrstne možnosti prihajajo tudi za bolnike z multiplo sklerozo, in to jim še posebej v trenutni epidemiološki situaciji, ki očitno postaja nova realnost, zagotavlja boljšo zaščito pred okužbami in poenostavlja vsak dan. Kot smo videli, so delno možnosti za tako sodobno obravnavo že zagotovljene, pričakujemo pa vsi skupaj najbrž okrepitev te podpore, ki bo omogočila sodobne možnosti, tudi vpeljavo samo aplikacije zdravil na vseh področjih, kjer je to mogoče. Kot smo danes večkrat poudarili, bo to zagotovila predvsem dobra edukacija bolnikov, ki bo skupaj z podporo zdravstvenega osebja zagotovo dvignila tudi adherenco. Se pravi, da bodo bolniki upoštevali navodila zdravstvenih delavcev in sodelovali v zdravljenju. Zagotovo je prihodnost v telemedicini, kot smo že videli, telefonske linije so že vpeljane, zagotovo bo nadgrajena z videokonferencami. Kot ste večkrat omenili, je tukaj še dosti dela tudi na področju aktivacije medicinskih sester za obravnavo bolnikov. Medicinske sestre kar prevzemajo ene nove vloge, dobivajo nove kompetence, pa tudi uporaba spletnih aplikacij za dvig adherence. Skratka, če povzamem v enem stavku, s katerim mislim, se boste vsi strinjali, ključno je prilagajanje vseh deležnikov zdravstvenega sistema za boljšo obravnavo bolnikov. Hvala za sodelovanje, hvala za pozornost.